Dobrodošli znova v podcastu Vroča tema. Ta pogovor je posvečen človeku, ki že desetletja dokazuje, da srce lahko premaguje velike razdalje in da se resnična dobrota lahko rodi tudi tam, kjer jo potrebujejo tisti najbolj pozabljeni. Janez Krmelj, misionar, duhovnik, veterinarski tehnik, graditelj, duhovna opora in predvsem velik človek, ki je svoje življenje posvetil Madagaskarju. Otoku, kjer je revščina vsakodnevni gost, ceste pa pogosto ne pripeljajo nikamor. A prav tam, na tej rdeči zemlji, ob tropski sopari in neskončni človeški stiski, je Janez že več kot 35 let, lahko bi rekli, kot doma. Tako da dobrodošli v vaši resnični domovini, Sloveniji. Dejal sem uvodoma, že toliko let ste na Madagaskarju, tako da imate zdaj že kar 2 doma. Vključno seveda z ljudmi, ki jih razveseljujete oziroma ste jim pomagali življenje, kar se da izboljšati. Ja, domovina mi res veliko pomeni. Tudi, kadar napišem besedo domovina, jo pišem z veliko začetnico, ker vidim, kakšno dediščino sem prejel od staršev, od domačega kraja, potem od prijateljev, znancev, pa tudi ta sredstva, ki jih porabljam na našem misijonu, to je večinoma iz domovine. Povejte, kako je prišlo do te vaše življenjske odločitve, zdaj lahko rečeva, da ste se odločili, da odpotujete skoraj 9000 km stran na drugi konec sveta, na ta čudovit otok, zelo raznolik otok, bogat otok. Bomo izvedeli kasneje, kaj vse premore in narava in živalstvo, ampak ta vaša pot, kaj vas je pritegnilo oziroma, da ste rekli, grem na Madagaskar, pomagati ljudem. To je pa ena taka lepa zgodba. Mi kot otroci smo se doma že dostikrat srečevali z majhno tako žepno izdajo revije Zamorček. In ko smo tisto prebirali, pa te zgodbe, ki so bile napisane o življenju v misijonih v Afriki, Aziji, to je pritegnilo. Tako sem potem v sebi že čutil to željo, da bi na kakšen način res pomagal pri vseh teh težavah, s katerimi se srečujejo ti ljudje v deželah, ki so še v razvoju. So mi se bili zanimivi ti črnčki, kot je bilo takrat rečeno, s tisto besedo, ki se je uporabljala. No, potem sem pa, ko sem pa služil vojaški rok v Trebinju, dole v Hercegovini, no, tam sem pa potem zaradi sklopa določenih težav, s katerimi sem se srečeval, tudi zasramovanje vere, ko so mi poslali družinoverski list in to je bil razlog, da so me potem poskušali prati možgane in v meni je potem nastal obup zaradi zasramovanja in iz tega obupa ven sem pravzaprav vstal ponovno v človeka, ki je res segel po osebni odločitvi za Boga in to intenzivno delati za Boga in delati dobro v Božjem imenu. Se še spomnite prvega dne, ko ste prispeli na Madagaskar? Ja, kako je bilo takrat za mladega fanta, takrat še za mladeniča, stopiti na to rdečo zemljo? Ja, tako, jaz sem precej se informiral, kako je, sem iskal razna poročila, pa tudi kaj bom delal, kako poteka delo misionarja. Vendar, ko sem prišel tja, sem videl, da je veliko stvari, v katerih sem razmišljal, da so bile nepotrebne, da je res čisto drugače. Najbolj mi je ostajal v spominu sprejem, kako me je Pedro Opeka takrat sprejel tam, ko sem prišel, me objame
in sem res začutil to toplino, da je bila vsa tista dolga vožnja, ko sem jo imel s temi taksi brusi, s temi običajnimi prevozi, tisto, da je utonilo v pozabo, pa sem rekel, zdaj pa sem spet v novi slovenski sredini. Takrat nas je bilo kar veliko, nas je bilo 22 Slovencev na otoku, večinoma so bili duhovniki, pa tudi laiški misionarji. Torej je bilo takrat nekako tudi to druženje je malce bolj pomagalo, kajti bilo vas je, rekli ste 20-22, ne, neka manjša vasica že, ne, za tiste konce, ne, slovenska. To me zanima tudi, beseda misionar, ne, misija izvira iz latinščine, to pomeni, da si odposlan, da imaš neko poslanstvo. In kako je zdaj biti misionar v državi oziroma v deželi, kakršna je Madagaskar, kajti imamo različne so zgodbe po svetu in po kontinentih, ampak ta zgodba okoli Madagaskarja s Pedrom Opeko in z vami pa raste zdaj že kar dolga desetletja. Kako je zdaj s tem številom trenutno misionarjev? Neka številka obstaja, da jih je po svetu 40 do 50, prej ste pa dejali, da vas je bilo na Madagaskarju tam okoli 22. Ja. Takrat, v tistem času, to je bilo leta 1988. No, potem se je pa število manjšalo in gotovo, kaj je pravzaprav misionar. Misionar uresničuje svoje talente, tako na duhovnem, jaz kot duhovnik, in potem na socialnem, pri socialnem delu. Vedno sem si želel, da bi bil duhovnik skozi oko sociale. In tako se je meni tole uresničilo. Sploh pa zadnjih 20 let, kar me je misionar Pedro Opeka sprejel v svoje okrilje, ko sem bil deležen tega, da mi je zaupal upravo enega od teh velikih centrov za socialno delo, to je zdravstvo, šolstvo, gradnja cest, kmetijstvo. Vse te stvari so vključene. Vsak od nas pravzaprav poskuša po svojih talentih dati največ od sebe. Kako je delovati s temi domačini, z malgaši? Kako vas spoštujejo, kako vas sprejemajo? Kakšen dejansko status imate tam med tem prebivalstvom? Glede na to, da je tudi malce vse skupaj tudi versko povezano, ampak vseeno ste človek, ki želi dobro. Ja, vsekakor jaz kot duhovnik sem zaupanja vreden, tako me oni sprejemajo, vedo, da ne bom naredil nobene slabe stvari in se tudi dobro zavedajo, da so oni lastniki zadnje odločitve, oni so lastniki zemlje, na kateri živijo, mi smo jim prišli pa samo pomagati. Kako poteka zdaj ta pomoč? Dajte nam to malce razložiti tudi za gledalce in gledalce, recimo neka gradnja neke šole. Kdo skrbi, ne vem, za projekt, kako je s financiranjem letega, kako se domačini vključujejo v te projekte, kako recimo se ta zgodba recimo širi oziroma napreduje. Če gledava recimo najprej o gradnjah se veliko govori, kajti objekt potrebuješ, ne? Šolo, cerkev, trgovino, infrastrukturo. Ja. Tako je, mi ne moremo nobene stvari narediti brez predhodne študije situacije, razmer. In ko to opravljamo, se posvetujemo z ljudmi. No, ko je pa enkrat zaključeno, da bomo prosili za ta in ta sredstva, potem je tudi vedno zahteva, kaj bodo lokalni prispevek, kaj naj bo lokalni prispevek, torej domačinov. In navadno imamo tako, da pripravijo pesek ali ob rečni ob reki, ali pa da znosijo kamenje, ki ga lahko vzamejo na površini, da bo to služilo za določeno delo pri gradnji,
Lahko tudi, če je les, da potem, seveda, če ni kakšna zahtevna zgradba, lahko tudi oni prispevajo les, ker ga imajo na razpolago. Vsa dela potem, no tudi, če je treba, da nosijo vodo. Naprimer, ko smo gradili šolo na območju, kjer je bilo težko dostopno, so potem žene nanosile vsak dan vodo in na ta način postaja stvar, ki jo gradimo, tudi njihova. Ker tukaj je zadeva, jaz moram ločiti dvoje. Nekaj je misijonskega, nekaj je pa socialni projekt, ki je izročen pravzaprav tudi domačinom, in tako da tudi mi rečemo, to je naše, ne? Ali pa oni rečejo, da se oni zavedajo, to je naše, ker bo treba to vzdrževati, šole, bolnico, to je vse v sklopu Akamašuje, ki pa pomaga državi na območjih, kjer država ne uspe ponuditi stvari, ki so potrebne ljudem. Morate pojasniti tudi tukaj, Akamašua, to pomeni sicer v prevodu dober prijatelj, dobri prijatelji, to je seveda plod Pedra Opeke, ta ustanova, če smem reči, ne? Oziroma to humanitarna ustanova, skupnost, ne? Tako da vi ste postali del tega, ne? Jaz sem postal del in sem zelo hvaležen Pedro Opeka. Torej, Akamašua se reče. Ja, Akamašua, ja, dobri prijatelj. Dobri prijatelji. Lep izbor imena. Tudi dejali ste uvodoma, da vas je Pedro Opeka, ko ste prišli najprej objel. Torej, ta objem tudi skriva v sebi veliko simbolike. So ljudje tudi topli, delovni, kakšni so Malgaši, kako kot narod, glede na to, da imajo kar precej težav. Ja, seveda, zdaj mi delamo med plemenom Antešaki. 18 velikih plemen je na Madagaskarju. In naši Antešaki, če so dobro animirani, to se pravi, če se jih pripravlja, se jih povabi, so voljni sodelovati. Samo oni nimajo te strokovne podlage, da bi oni lahko samostojno nekaj naredili. Imajo torej poglavarja tudi? Imajo, ja. Torej on je glava plemena in vi se potem verjetno s poglavarji pogovarjate? Tam se začnemo. Potem pa seveda poglavar zbere ljudstvo, te može, ki so rodbinski očetje ali pa ljudski sodniki, in se potem posvetujemo, ker brez posveta oni ne bodo prišli na delo, ne bodo pomagali, ne bodo dali svojega prispevka. Torej gre za zelo demokratičen sistem med samimi v plemenih. Ja, seveda. To je res, oni znajo stvari organizirati, pripraviti in potem to tudi teče. Je zdaj verjetno lažje, po teh dobrih 30 letih, verjetno te poglavare že kar dobro poznate, ste navajeni verjetno njihovih muh ali pa dobrote, tudi. So težki pogajalci ali ste že prijatelji nekako? Za napredek oni znajo pritegniti belca, naprimer, da bi z njimi sodeloval, da jim bi prinesel na ta način omogočil boljšo prihodnost. Se tega dobro zavedajo. In seveda mi pa tudi včasih moramo kakšne stvari korigirati, ker je, naprimer, so ta ljudska sodišča so tudi podkupljiva in vse te mogoče stvari moramo včasih majčkeno povedati, da s podkupovanjem pa ne bo daleč prišlo. Tu nam malce razložite revščina in pa seveda denar. Tukaj se hitro lahko zgodi korupcija, podkupovanje, denar premami marsikoga lahko. Je tudi to težava za vas tam doli? Je velika težava med ljudstvom, zato ker tisti, ki že vidi možnosti, jih zelo tako na trdo izkorišča. Sploh ljudska sodišča
tukaj so kar težave. Kako delujejo ta ljudska sodišča? Kakšna je njihova vloga dejansko in pa moč? Sestava tega ljudskega sodišča na nekem območju, navadno se ta plemena nekako po območjih delijo. Mi imamo ime Murundava, se imenuje to območje, kjer je kralj in potem v državnem merilu je 7 krajevnih skupnosti. No in v tem območju so seveda veliko rodbin in te rodbine odločajo potem, kdo bo njihov zastopnik, tisti, ki zna govoriti, ki bo znal braniti njihove interese. Seveda potem pa pride tudi do tega, da interesi niso tako v korist tistim rodbinam ali pa ljudstvu, ampak tisti osebi, ki ima besedo, temu ljudskemu sodniku. In tam se potem začne to bogatenje in tudi, da spregledajo tistega reveža, ubogega siromaka, ki je že tako v stiski, da ga potem še naprej potlačijo. Tukaj vidimo te številne ceste in dejansko takole zgleda vse skupaj, ponekod seveda. Ja, kar pretežni del našega območja. To je še v redu, kar zdaj vidimo. Ja, to je tlakovano, to je prehodno. Mi samo to rečemo, ali je neka pot, cesta prehodna ali pa neprehodna. Ja, prebral sem, da več kakor 80% cest ni asfaltiranih oziroma so kolovozi. Potem, ko je deževno obdobje, ko so monsuni, seveda je potem vse to blato, je praktično država, lahko rečemo, odrezana od mesta do mesta. To je velika težava in pa zagata, tudi za dostavo vsega potrebnega za gradnjo in pa da ne govorimo niti o zdravilih in osnovnih potrebščinah. Seveda, s tem se mi srečujemo in zato tudi pripravljamo zaloge. Misijon mora imeti toliko in toliko ton riža na zalogi, zato ker pride ciklon in takrat ne moramo nič pripeljati, nič se ne da. Koliko časa lahko to traja? Koliko ste bili recimo najdlje odrezani od potrebščin, od hrane, ko je bil močnejši ciklon? Verjetno imate kar precej teh doživeti. Ja, enkrat je bilo pri ciklonu Gretel, ko smo bili 9 dni popolnoma odrezani in takrat Francozi so videli, kakšne poplave so. In potem so se Francozi odločili, najbrž iz nekega oporišča ali iz letalonosilke je zletel avion, ki je pripeljal tudi helikopter, da so potem s tem helikopterjem poskušali nam pomagati. Ampak se je videlo, kako so ti seveda majhne, ne morejo veliko stvari prinesti, so zdravila prinašali, tako najbolj nujna, potem pa po enih 600 kilogramov riža, da so pripeljali. In seveda, ko je prvi helikopter pristal, to so se ljudje začeli nabirati in so nekateri prav padli v delirij, ki je rekel, to je moje, pa je kar ležal gor na tistih vrečah. Ker kaj vse, do česa vsega pride, ko je lakota. Lakota res nepredvidljivo vedenje ljudi zaradi lakote. No, in potem smo mi odločili, najtežje primere lakote ali revščine bomo reševali v bolnici, ki je bolnica en tak filter, da se res pokaže, kdo je upravičen, in sem potem vse te stvari v bolnico odpeljal. In tam so potem dobili res tisti otroci, ki so bili najbolj podhranjeni, pa najbolj revni. No, takrat je bilo 9 dni popolnoma odrezano, potem pa je misijon, ker imamo tudi motorno žago, da smo lahko potem to se prebijali, dokler nismo prišli do kraja, kjer je pa most odtrgalo, most odneslo. Potem seveda je treba pa s čolni, da smo prišli s čolni na drugo stran. Tam smo se mu spet omogočiti, da so s temi uprego
da so šli ti kmetje z vprego, z voli, da so potem nam pomagali. Potem bi bo še en most ravno tako spet odtrgan, tako da je to tam do tistega mostu pa potem od trgovca kamion pripeljal, da smo imeli, da smo lahko riž na ta način spravljali v naš kraj. Takole potujejo domačini, ne? Ja, to je bolj zahodna obala, to se pravi zahodni del Madagaskarja, pri nas je pa preveč blata, pa je to nemogoče, tudi tako potovanje. To je zahodni del, ja. Navadno so Pakistanci, ki imajo te prevoze, ki imajo mrežo, da lahko si pomagajo, če kje obstane kamion. Ja, to je edino, kar je mogoče, da se sploh odvija transport ali pa da ljudje sploh lahko grejo. Torej, infrastruktura ceste, transport, to je glavna nekako rakrana. Vemo, da brez te logistike ni dostave, dobave. Ne? In to potrpljenje teh ljudi. Čemu je to toliko časa že tako? Zakaj? Tako bogat otok, vemo, kaj vse nudi, od dragih kamnov, vanilja, popra, v špici izvoza za čimp, v svetovnem merilu, pa tako revno vse skupaj. Verjetno ste se veliko pogovarjali in pa razmišljali, kje je to jabolko spora ali pa zakaj je ostalo tako revno vse skupaj, tako odrezano. Prvič je to, da je Madagaskar velik za 29 Slovenij. Ja. Potem lahko razumemo, kako to razviti, kako pripeljati do enega razvoja. Druga stvar je pa potem, ko so tisti, ki so mogočneži, ki imajo vpliv, ki so s politiko morda tako že vnaprej se jo zagotovili eno varnost, da to lahko počnejo, je pa seveda korupcija. Seveda, in jim ustreza revščina. Ja, seveda. Delovna sila bo ostala pod nujo, oni bodo iskali delo, ker ni drugega dohodka in bodo delali. Mi imamo pa bolj tole kmetijsko območje, ko so sami kmetje. Tam pa pride obdobje, takole januar, februar, marc, april, ko ni niti hrane, kakšne pametne, to se pravi človeka vredne hrane, in so revni, da nimajo niti, da bi kupili sol. To je pa skrajno. Tega pa mi v Sloveniji najbrž ne poznamo veliko. Niti za sol nimajo, potem pa tisti manjok jedo, in to majhni otroci, do odraslih, do starih, vsi so v tej stiski. Seveda, klimatske razmere in pa vreme predvsej vplivata tudi na vzgojo zelenjave, sadja, ne? To ste že ravnokar dejali, ampak kaj dejansko pa se da vzgajati, da bi lokalno lahko si pridelovali, kaj konkretno vi recimo sadite okoli vaših objektov, stavb, šol, ne vem, kje imate te vrtičke potem, če se jih le da imeti? Mi poskušamo, smo vzeli veliko semen, s seboj nesem. Vsako leto, ko grem, nesem veliko semen. Lahko nesete tudi čez mejo? Ja, saj so originalo, to se pravi trgovinsko zapakirana, tako da... Recimo na Novo Zelandijo to ne bi šlo, ker ti so zaprta zadeva, kar se tega tiče, ne? No, pri nas je to možno. In zdaj kaj, pred 2 leti smo mi imeli visok pridelek. Lansko leto nič, skoraj nič. Kaj boste nesli sabo? Solato, fižol? Ja, potem paradižnik, paprika, pa korenje, rdeča pesa. To vse uspeva seveda, ne? Ja, bi moralo uspevati, če je letina. Samo problem nastane, ko je toliko dežja in naprimer do 9. ure že močno sonce razgreje, potem se usuje dež za 5 minut ali pa za 2 minuti, no, potem pa spet sonce na novo zažge
in seveda to rastlina ne prenese. Je lažje domačinom, ki živijo ob obali, ob obalnem pasu, kar se tiče rib in hrane, tudi verjetno zaradi same dobave, vemo, da tudi čolne radi uporabljajo precej na obmorskem delu, ne? No, takole vidimo domačinke, ki nosijo pač karkoli že. Na prodaj ribe, tudi ribe, to vse prenašajo v takih košarah, samo vse na glavi, ne. Je pa pomembno to, da visoka planota je kot evropska klima in tam zraste vse. In naše sadje ali pa krompir, korenje je treba iz visoke planote pripeljati po 400-450 km daleč, da mi sploh lahko kupimo korenje ali pa krompir. Vi imate skupaj v misijonu prevozno sredstvo svoje? Ja, imamo od Mive, to je misijonska organizacija katoliške cerkve. Tako da ste mobilni. Ja, mi smo. Ko se da, ne? Mi imamo samo, da so ceste prevozne, mi lahko potem Ja, še to nam morate tudi povedati, ne, da te razdalje so ogromne, ne, da se recimo od severovzhoda do jugozahoda, ne, potuje lahko tudi 30 ur in več z avtomobilom. Ko pa seveda je to še onemogočeno zaradi blata in pa tako naprej, ne, potem pa lahko traja tudi par dni vse skupaj. Ne. Ja, seveda, če ostane avto ali se pa pokvari, ker smo na ljudske prevoze vezani, mi ne potujemo veliko z našimi avtomobili, ker je to predrago. Jaz vedno potujem ali pridemo v glavno mesto, ko gremo v domovino ali pa ko se vračam nazaj, pač nekaj stane za tiste kovčke, ki jih je treba posebej doplačati, ampak sedim, se vozim, če je sreča, če je vse v redu, potem pridemo iz glavnega mesta v 24 urah do centra naše škofije. En dan, ja. Če je normalno. Če je normalno. Od Antananariva do Farafangane, ja. Dolga pot. Ja, dolga je, ampak to, če normalno teče. Če pa kaj vmes, pa noben prevoznik ne zagotavlja niti hrane, če se kaj zgodi. In kaj pa tisti, ki ne nesejo seboj, ki so tako minimalno pripravljeni za prehrano, to so lačni. Kako je potem z nakupom letalske vozovnice za nazaj v Slovenijo? Ne? Verjetno to precej razmišljate, ne? Kdaj, kako, cikloni, necikloni, tudi razmere, vemo, v svetu se zaostrujejo. Precej je to treba naštudirati, ne? Ob seveda poti, ki ne veš, kaj ti prinaša. Navadno je tako, kar se tiče letalskega prevoza iz glavnega mesta pa do Ljubljane. Jaz potujem vedno v januarju, ker tam so ciklonske razmere in ne moram nič delati, ker tudi materialov, gradbenih stvari se ustavi. Ja. To je zelo težko. Pa izkoristim tisti čas, ki bi bil za mene mrtev, ne čisto mrtev, ampak obdobje, ki ne bi mogel niti na podeželje zaradi visokih voda, ker pri nas narastejo vode do 6 metrov od normalnega nivoja vode. S čim se potem pravzaprav preživljajo ljudje na tem otoku? Vemo, da imaš plantaže vanilije, popra, da so začimbe precej prisotne, da je morske hrane tudi veliko. Turizem je tudi seveda nekako vedno bolj prisoten, ampak od česa živijo, glede na to, da je tako huda revščina? Če je normalno, da ne pride do poplav, ciklona, potem se ljudje znajo organizirati čez leto, da preživijo. Torej pridelajo zadosti hrane. Samo kvaliteta hrane je pa vprašljiva. Torej maniok, potem je sladek krompir, pa kruhovec. To je tisto obdobje, ko ni riža, in da je potem takrat jedo to hrano.
Pa nekaj sladkornega trsa tudi. Ne, ja, sladkorni trs, ja, tudi sladkorni trs, samo to je bolj popotniki to vzamejo, ali pa tisti, ki imajo več denarja, da lahko potem to kavo na te vodi sladkornega trsa, da lahko sladko kavo pijejo. Ko smo ravno pri začimbah, ne, zanimivo je, da pokrajina, kjer vzgajajo največ vanilije, ne, se imenuje Sava. Ja, ja. Zanimivo, ne, ime, imamo reko Savo. Ste morda imeli možnost obiskati te kraje? Ja, jaz še nisem bil tam, ja, malo težko dostopno. Po toliko letih. Ja, saj nisem veliko Madagaskarja še videl. No, Sava se imenuje, Sava, ja. Drugač pa ceno, to je bila ena afera tudi v zvezi s tem, ko je v pregonu zdaj ta človek, ki je milijarder na Madagaskarju. In ja, zaradi vanilije. Ja, tudi vanilijo je spustil na tako nizko ceno, da je osiromašil kmete. In on potem si ustvaril velik dobiček, ki je med izvozno ceno pa med ceno, ki jo je nekako umetno držal za kmete za pridelavo. Ko smo gledali na vanilijo, vanilija je zelo, zelo zahtevna rastlina. Vsak cvet je treba ročno oploditi. Vsak cvet. Zato je tudi tako draga. Potem pa tudi v času rasti je treba pa tudi paziti, ker so roparji, ki to celo rastlino odreže, vzame in kradejo na ta način. No, potem pa tudi sušenje, ta obdelava te vanilije, to so taki postopki, če je majhno zgrešeno, vanilija izgubi tisti sok. To olje. So pa 4. največji izvoznik vanilije na svetu. Najbrž, da je vanilija, malgaška vanilija, da je tudi ena najboljših na svetu. Prijatelj mi jo je podaril, ki večkrat hodi na Madagaskar, in moram reči, da ko odpreš to vanilijo doma, tisto res pravo, Madagaskar vanilijo, to diši celo stanovanje. Kako je pa z vonjavami? Dajte mi povedati von Madagaskarja. Krožijo od neke zgodbe, a je to tabu ali ni tabu, ali je to resnica ali ne, da otok diši. Verjetno tam, kjer so plantaže tega, verjamem, da je von prisoten. To zagotovo, ja. So območja, ker so veliko rib, tudi teme dajo svoj von, potem jih prekadijo, da so ribe bolj obstojne, da ni nujno, da se jih isti dan proda, ker nimajo hladilnikov, ni elektrike. Torej si morajo pomagati na drug način. Prekajevanje rib. To pa ima res, na trgu to res diši. No. Kaj pa reševanje situacij s konzervirano hrano? Kako je s tem, glede na to, da obstajajo te luknje, ki nastanejo z težavo pri dobavi in tako naprej? Je tega tudi kaj ali? Ja, kar se da sušiti, torej sadje, suho sadje. To je edino, kar imamo, kar je možnost, ali pa potem, jaz sem vajen, kako se pripravi kislo zelje, to sem že vse sam delal. Drugače pa večinoma so odvisni od tega iz rok v usta, ker ni možnosti za skladiščenje. Potem je pa še ena stvar. Če bi nekdo imel rezervo, pa bi sosed prišel, bi rekel, da je reši me, on je prisiljen, neprisiljen, on bo dal. Mnogi ne bodo potem tega več vrnili, ampak zato tudi kupujejo čisto majhno olja, malo petrola za svetilko, zato da bojo samo tisti večer ali pa tisti dan porabili, da ne bojo potem drugi prišli pa bo rekli, daj še meni, ko imaš. Tako je ena varovalka.
da ne izkoriščajo, ker se ne upajo reči ne. Še seveda morava pa omeniti tudi, kako je pa z vodo. Vemo, voda, brez vode ni življenja. Kako je pa s tem, s to pitno vodo, kako se jo pridobiva oziroma kako je na voljo? Pitna voda, po celem Madagaskarju se ne svetuje, da bi pil vodo iz narave, površinsko vodo. Zato, ker je toliko neurejenega okolja, stranišč nimajo in vemo, da te fekalije gredo vse povsod. Tako da mi na našem misijonu pa imamo vrtino 60 metrov globoko in odlično pitno vodo, brez zadržka, ni treba nič prekuhavati. Samo to vrtino smo pa pridobili zato, ker sodelujemo država in Akamašua in so nam poslali te stroje, da so nam to vrtino omogočili. Verjetno tudi sicer težava z vodo drugod po otoku, ne? Ja, pomaga. Ker gre za zelo gorato tudi območje in pa težko dostopne zadeve, ne? Ja, če je le možno, da pride kamion, to so 3 kamioni, ki potem opravijo, izvedejo to delo vrtine. Gotovo so bolnice tista območja, kjer najprej država poskrbi za to, samo koliko je občin, ki tega nimajo. Mi smo lahko samo srečni, da smo bili deležni tega. In vode je dovolj potem zaenkrat? Ja, to je 60 metrov. Tam pride voda do kakšnih 28 metrov pod zemljo, ko se vrtina začne, se že voda pojavi. Že voda pride, doseže to višino. Potem je pa pumpa, mora biti pa potopljena globoko, da ne zmanjka. Ogromno ste pomagali tudi pri gradnji bolnic. Vem, da je težava tudi z dobavo zdravil. Tudi tukaj je ogromna vrzel. Zdravstvo, ne, nasploh, tablete, zdravila. Tako da, kako potem lahko tukaj sploh pomagate? Vemo, da tudi UNESCO sodeluje pri nekaterih projektih dobave zdravil. Torej, zboleti na Madagaskarju ni ravno najbolje, ne? To se ne piše dobro človeku, ki zboli. Ja. Tako je, pri nas je vse samo plačniško. In potem naša ustanova Akamašua zagotavlja, bi lahko rekli, 99% brezplačno oskrbo, kar se tiče zdravja, ki ga lahko mi ponudimo na našem misijonu. Zdravila so vse zastonj. Samo je čisto majčken delež prispevek, ker to je vzgojno, da vsak starši ali pa oziroma sorodstvo od nekoga, ki je bolan, prispeva za otroka vrednost 2 kokošjih jajc. To je merilo za nas, ker to skoraj vsakdo ima. 2 kokošji jajci za zdravila. Za vse, kar bo on potreboval, da ozdravi. Če mi lahko to naredimo na naši lokaciji. Kako ste prišli do 2 kokošjih jajc? Ja, to je, praksa je taka, ne. To se pravi, to je nekako razumno, da lahko ljudje prispevajo. Vrednost za odraslega so pa 3 kokošja jajca. Pa tudi, če leži odrasel človek 1 teden ali pa 10 dni v bolnici, se ga ne obremeni, ker nihče ni kriv, da je bolj ali manj bolan. Tukaj zdaj sem malce moral pogledati na tale Plongcegelc, po domače rečeno, ne. Piše, da Akamašua področje, da na tem vašem rajonu živi več kot 25,000 ljudi. To drži, ta podatek, ali je še več tega? Mi pokrivamo 6 občin. 6 občin. Torej, naša bolnica sprejema bolnike iz 6 občin. Navadno dobimo ta najtežje.
Tiste, ki jih v lokalnih ambulantah, ki so državne, če so, po občinah bi morala biti vsaka občina eno ambulanto, samo ni zdravil. No, in potem, koliko je prebivalcev, veliko je neregistriranih, ker nimajo rojstnih listov. Mi ocenjujemo tam med 70 in 80 tisoč prebivalci, ki so v teh 6 občinah. Toliko naj bi bilo jih na registru. Koliko je pa v resnici, pa ne vemo. Populacija je mlada, veliko otrok. Eno najmlajših na svetu, ne? Ja, ne vem, to ne bi vedel, kako to je, ampak kakšnih 16-17 let je morda starostna. Mislim, da je okoli 18 let. 18 let, ja. To je neverjetno, ne? Ja, to je zanimivo. Je nataliteta tudi precejšna, kajti bral sem tudi, da število prebivalcev naglo narašča na Madagaskarju. Ampak a ni to zanimivo, ne? V vseh državah, kjer je najbolj prisotna revščina, če gledava Madagaskar in pogledava recimo Afriko, je tam nataliteta najvišja. Ja. Tukaj včasih se človek prav zamisli, kako, čemu, če vejo, da že se nimajo niti skoraj da riža včasih, potem pa še otroci prihajajo. Ja, to je treba tudi pogledati iz večjih strani. Bolezni, malarija, to je najhujša, najvišja smrtnost in je na Madagaskarju malarija v območju, v obalnem območju zelo. Ja, to je najhujši morilec. Velik davek vzame. In lahko 2-3 otroci, če je slaba hrana, 2-3 otroci so dostikrat v nevarnosti, umirajo. Mi sicer pomagamo s hrano, potem pa mleko v pločevinkah, koncentrirano mleko, ki nam je ga možno nabavljati. Tako da rešujemo te primere. Ampak mnogi oddaljeni, ki nimajo možnosti, da se poslužujejo tega. Kako je pa z rojstvi potem? Kje rojevajo ženske? Ja, imamo mi porodnišnico. In tudi omogočamo, da bi čim več mater, žena rojevale v naši bolnici, v naši porodnišnici, na varnem, zdravstvu, v takem urejenem okolju. No, in dajemo hrano za 3 dni v vsaki porodnici, ker to je vaba, da bo čim manj porodov na podeželju. Seveda je tole teh nekaj krajevnih skupnosti, ki so v bližini, se tega poslužujejo, oddaleč nam prinesejo pa samo tiste matere, ki niso uspeli izpeljati rojstva na podeželju. No, in potem dobimo zelo, zelo težke primere, ko je treba takoj odpeljati, da se saj mamo reši. Ja, tudi nedolgo nazaj je bila neka slovenska misija, neko slovensko podjetje iz Tržiča, ki je z 4-metrskimi droni dostavljalo zdravila in določene potrebščine. Lahko so dvignili do 5 kg težak tovor in ga potem peljali recimo tudi do 100 km daleč stran v oddaljene vasi. Tako da so tudi posneli nek dokumentarno oddajo, če se ne motim, da je bil takrat fotograf Aleš Bravničar, ki je dokumentiral to zadevo skupaj s fanti, ki so učili domačine pilotirati drone, tako da droni niso samo strah in trepet, lahko so zelo koristni. Tako da vi verjetno poznate to misijo, ki je nastala seveda v sodelovanju z UNESCO. Ja, to je gospod Plešec, ki je tudi direktor te ustanove v Tržiču, in midva sva se že večkrat srečala, tudi na Madagaskarju sva se videla ob prihodu, ko je bila predsednica na Madagaskarju. No, in takrat je bilo to predstavljeno, ker so bili tudi te povabljeni, te ustanove, svetovne organizacije, ki pomagajo v socialnih razmerah. No, in sem videl, kako je bil odvržen ta tovor z padalom, in res so točni, so tako lepo zadeli. In zdaj domačini to izvajajo dejansko? Ja, izvajajo, samo
teh sredstev, teh dronov ni veliko. Za našo regijo sta 2 drona. In ta 2 drona pokrivata, ne bi vedel, koliko je občin in koliko je tega. Tako da mi smo dobili 2 take pošiljke, zdaj pa vidijo, da imamo mi avto, rešilni avto. Aha. In potem nam naložijo, da vsem tem 6 občinam mi dostavljamo ta zdravila. 4,5–5 kg zdravil lahko, ne? No, to so vakcine, to so za cepljenja. Cepiva, ja. To so programi, ki jih podpira mednarodne te ustanove, ki jih podpirajo. In če ne bi bilo tega... In to teče, to deluje, ta sistem? To deluje, ja. Deluje, samo premalo imamo teh dronov, da bi lahko to postregli vsem tem občinam. In samo v našem južnem delu, kjer je medicinski inšpektor, je že 32 občin. Tu je naša škofija, kjer delam, je večja od Slovenije. Ja, se ste dejali, ne? Skoraj 30-krat večji je Madagaskar od Slovenije. Neverjetna zgodba, ja. Ampak tako raznolik otok, ne? Tako bogat, ne? Prej sva že govorila o tem, ne? Pa kljub temu vsa ta revščina. Nekomu to, ko ste dejali, ustreza. Ampak še malce o nekomu, ki bi si želel ta otok obiskati, verjetno pa je vreden ogleda, kljub vsemu slabemu, ki se skriva po otoku. Ja, seveda, to so posebnosti ali rastlinstvo, živalstvo, živalske endemične vrste. Potem je tole lepote narave. Baobabi, Baobab. Ja. Veliko je takih stvari, ki se res splača videti, potem tudi kanjoni, obala. Pa fotosafari tudi, ne, kot radi rečejo. Tudi to, ja, seveda, za tiste, ki imajo občutek za lepoto, to bodo imeli tukaj velike možnosti. Kako varno je potovanje po Madagaskarju za tiste malce bolj avanturistično navdahnjene potnike? Je treba biti vseeno previden ob vsem naštetem, težava lahko zaradi dežja, ceste, prevozi, podkupnine, ne vem, kako je s tem. Izkušnje so različne, to vem iz podatkov. So tudi bile tolpe, ki so napadale, pa ta zadnji predsednik, ki je državo res spravil glede teh tolp, da je nekako postala varna država. Če bodo nasledniki tudi tako držali, toliko delali za varnost, potem nikakšnih težav glede potovanj ali pa glede turizma. Zaenkrat jaz ne čutim, sicer jaz se nisem nikoli bal vsega tega, in mislim, da je varno potovanje po Madagaskarju. Ja, je pa zanimivo tudi prebivalstvo samo, ne, kajti ne gre za tipične Afričane, niti za Azijce, ampak za v bistvu nekako naslednike, bi lahko rekli celo aboriginov z Avstralije, kajti Madagaskar se je odcepil takrat milijone let nazaj že, ne, od avstralskega kontinenta, nekako obtičal tam v tem Indijskem oceanu. Zato je tu toliko endemitov in tega posebnega živalstva, od kameleoni, lemurji. To ste verjetno pa videli vse v živo, ne? Ja, jaz sem videl to seveda, kameleoni. Je tega res veliko? Ja, jih imamo tako, ko je obdobje, takrat se sprehajajo. Samo nihče ga ne bo ubil, niti mi ga ne bomo povozili z avtom. To je kot bi sveto spoštovanje. Govorite o kameleonih. Kameleonih.
Ja, kameleoni. Medtem ko lemurje pa opice so nam pa ljudje že kar precej pojedli. Ja, to je enkrat revščina, ker ni kakšne razgledanosti, potem se vse te stvari dogajajo. Vam je vaša izobrazba, tista osnovna, srednješolska, kot veterinarski tehnik, prišla tudi kdaj prav, recimo, na vaših misijonih? Ja. Nekaj znanja koristi verjetno, ne? Sem kar precej se ukvarjal z živinozdravstvom, sploh na začetku, potem tudi s križanjem goveda z evropskimi pasmami. Je bil dr. Tone Globočnik prvi, ki mi je omogočil, da smo dobili seme za umetno osemenjevanje iz slovenske tudi to zaloge. Ste dobili? Ja. Ja, smo šli strokovno na delo, on je prišel dol in smo upravljali to delo. Slovensko seme je priletelo na Madagaskar in ste uplojevali? Ja, samo kaj, ker se ljudje niso tega oprijeli. So rekli, to govedo je preveč požrešno, se ne nasiti. Potem druga stvar, nima grbe, ker ta grba nekako pripada kralju in vsem tem rodbinskim očetom. Če se zakolje, je potem treba, da se to izroči poglavarju ali pa, kot rečemo, rodbinskemu očetu. Njemu to pripada, potem pa kje bojo zdaj to vzeli, ker ni. Grba je zginila, ni dominantna. Ja. Torej, te ravne krave niso bile všečne? Ne, ni bilo. Seveda, to govedo, mi smo potem tudi za razplod že po naravni poti to omogočali in seveda tega bika tudi lokalna te krava ne prenese. Tako, bilo je veliko težav, da to ni šlo naprej. Nekako nismo uspeli. To je bil namen mojega vprašanja, kajti vemo, da že tako je malo hrane, oziroma ni vedno na voljo. Domače živali pa tudi so lačne. Tako da, kako je zdaj s tem, s to udomačitvijo živali? Koliko je sploh tega psov, recimo kokoši, ne vem. Tako je, mimo bi lahko... Mačk, če sploh so. Mi bi lahko veliko naredili, če bi bila ta vakcina, to se pravi, to cepivo za afriško prašičjo kugo. Ker tega ni. In potem mi nekako ne uspemo pomagati ljudem, da bi bila cepljenja. Za navadno prašičjo kugo je, ampak ta vrsta afriške, to je pa seveda ne prime ta vakcina. Kako pa morate biti vi potem pripravljeni in pa cepljeni na vse te bolezni? Verjetno morate skrbeti preventivno, glede na to, da sodelujete na vseh koncih, tako pri gradnji, pri živinoreji, pri poljedelstvu, povsod ste prisoten. In vemo, nesreča pa ne počiva nikoli, sploh v takih neurejenih razmerah. Kako skrbite za svoje zdravje, za svoje seveda imunski sistem? To imam pa v Sloveniji dobre zdravnike, ki mi svetujejo. Profesor Kotarjeva, ki bdi nad nami glede te zaščite, da smo pravočasno cepljeni, da nam ne uide datum, ko bi lahko... To upravljate v Sloveniji? V Sloveniji, vse v Sloveniji, ja. In seveda, da smo do tega vsega prišli, mi na naših misijonih sprejemamo zdravnike in študente medicine, ki se odločajo za smer tropska medicina. In to je šlo čez naše misijone gotovo že 150 zdravnikov in zdravstvenih delavcev iz slovenskega prostora. No in seveda tudi oni skrbijo, se mi posvetujemo, če je kakšna stvar, nam z odgovori pomagajo in rešujejo te naše težave, zdravstvene težave. Kako je z mladežem ravno, ko ste omenjali zdaj študente medicine za tropske bolezni?
kako je pa z bodočimi misionarji oziroma s to mladino, ki seveda hodi k vam v pomoč? Ja, tako že tudi prej se pripravijo na to. Saj je tudi profesor Kotarjeva je na razpolago, da pomaga vsem, ki odhajajo v trope, v te dežele. In mi navadno tudi tam rečemo, če ste za 1 mesec, za 2 meseca pridete sem, držite se navodil, ki ste jih dobili iz Slovenije. Medtem ko bogoslovec Mark, ki je zdaj pri meni, on je pa za 1 leto, smo pa takoj naredili način njegove preventive lokalne, to se pravi lokalni način varstva glede malarije. Tako zaenkrat mi ne jemljemo te dnevne zaščite ali pa tedenske za malarijo. Če pa občutimo, da se zdravje nekako spreminja, da gre na slabše, potem pa vzamemo to preventivo. Vzamemo, kar sami že vemo, kje se začnejo pojavljati znaki, ki bo treba vzeti zdravila, da ne pademo pregloboko. Zdravje je kar pereč problem, ne? Kaj pa potem zobozdravniki, recimo? Kako je pa s tem? Vemo, da slaba hrana, slabi zobje, preveč sladkanega, pijače in tako naprej. Je težava tudi to, verjetno, stomatologija? To je pa veliko. To bomo mi tlele, ko dobimo zobozdravnike iz Slovenije, kot je bila družina Fortuna, ko so bili pri nas. No, oni so delali tudi s preventivo z vzgojo v šoli, kako se skrbi za zobe. Pa je bilo pa treba tudi ogromno zob, preko 1000 zob so izpulili v roku 2 mesecev. Ja, to je pa zaradi slabe prehrane. Madagaskar je siromašen s kalcijem. Tako da je treba res pomagati tem ljudem, da se jim vsaj izpuli te korenine, da ne gre potem infekcija kam daleč. Veliko takih, ki imajo razne rane na desni, levi strani, ko je zgnilo vse. Ja. Zobje so res ena taka revščina. Zagotovo pa imate kakšno zgodbo, ki recimo je lahko navdihujoča, da je lepa, pozitivna, da ne bova šla v tiste črne luknje dogodkov. Kaj vas je recimo tam doli nekako najbolj toplo presenetilo? Mogoče ta hvaležnost ljudi na koncu? Po ciklonu Gretel, ko so ljudje spet pridelali riž, ko so se nekako postavili na svoje noge. Potem so mi enkrat prišli povedati, pravijo, Mompera, to se reče duhovnik, danes bod pa doma. In potem pa seveda prihajajo ljudje, so po vaseh, sedijo na dvorišču, so bolj take kot po kupčkih so se posedli. No, in potem pa enkrat, jaz sem jih pozdravljal, potem pa enkrat rečejo, zdaj pa pejte tlele sem do nas, bi radi z vam govorili. In pa to je bila masa ljudi, to je bila množica. In potem pa začnejo pred mene prinašati vreče riža. Potem so bili razni drugi pridelki. Potem sem dobil denar v kuvertah. Pa to je bilo, meni so se solze, so mi prezmočile oči. Toliko sem bil jaz presenečen, da so bili hvaležni. Pa to do take mere, da me je res presunilo. Tako da imajo ta čut, ko so videli, da bi bilo ogromno smrti, če ne bi pomagali takrat,
pa je potem tudi taka velika hvaležnost. Ja, tudi več kakor 3000 in več zgrajenih hiš ne vam je uspelo zgraditi, oziroma tako piše v Akamašua podatki, ne, da več kakor 3000 zgrajenih hiš je že nekako registriranih, verjetno še kakšna več. Ne? Zdaj je veliko več. Kako vam to uspeva? Res ste genialci. To je treba vztrajati dan za dnem. Tukaj ni, da bi rekli tako, kot smo mi vajeni. To je projekt. Projekt pri misionarju Petru Opeki je nekaj, kar se ne ustavi. On ima vizijo, dokje, kam naj se to usmeri, kako bo na primer za prebivališče za te ljudi zaradi siromaštva. Oni ne smejo ostati v navadni baraki ali pa da bo iz kartona hiša. Mora je to naprej in to je teklo 35-37 let je zdaj, kar je tega, kar on dela v tej Akamašuji in je seveda pripeljal tako daleč, da imajo človeka vredna stanovanja, otroci, da se šolajo. To je preko 20 000 je učencev pri njemu. Pa da potem tudi dobijo delo. To so kamnolomi, kjer se odvija delo, tolčejo kamen, vse na roke. Dej, vi ste tam doli, ne, že več kot 35 let. Verjetno pa tudi ti, ko ste prišli tja, ste spoznavali te še majhne otroke, ki so danes pa odrasli moški. Ne? Kako je s tem odnosom, ko ste toliko časa kot njihov nekakšen oče, dedek, ne vem, prijatelj, brat, ko odrastejo, kako je potem s to hvaležnostjo, s tem mogoče spoštovanjem, kakšen je odnos, ki se ohranja po vseh teh letih? To so verjetno lepe zgodbe, ne? Ja, seveda zdaj, ko sem jaz tlele, sem že 21 let na istem mestu. Seveda smo mi, jaz nisem nikoli pomislil, da sem bil. In oni tudi ne mislijo tako. Jaz sem človek sredi njih. In jaz jih tudi jemljem, da je to moja sredina. Ni nobenega pomisleka, ali pridejo k meni z majhno težavo ali z veliko. Oni vedo, da se imajo komu za izpovedati. In to raste, z leti to raste. Zato tudi jaz, ko gledam, zdaj imam v vrtcu te majhne otroke, oni bo šli skozi šole, skozi leta in že v majhnem otroku moram imeti spoštovanje, ker ta bo enkrat odrasel. In vidim, da mi to res pomaga, da imam tak način gledanja, da to upoštevam pri vseh teh srečevanjih. Sem pa gotovo poskušal nekaj po svojih talentih delati, tako da sem na primer reševal dekleta, ki so zanosila, da je treba, da se jim pomaga, da takrat sem rekel, da gremo v akcijo, pa bomo za eno vrečo soli bom financiral to, se kupi vreča soli, se ji pripelje, ona prodaja sol, ki je nujna potreba domačinov, zasluži še za eno vrečo pri tej vreči soli in tako se potem osamosvaja. In seveda, ko pride čas poroda, mi potem poskrbimo vse, da dobi eno tako solidno deko, ker je to že veliko pomeni, pa da ima vsaj nekaj za prehrano, za začetek, saj potem, ko je enkrat otrok v njenem naročju, je vse sorodstvo, rodbina tega vesela, da na ta način mi pomagamo materjam ali pa dekletom v stiski, ko je enkrat otrok tako odraste, to se pravi, je že možno, da ga prepusti mami, svoji materi, pa pride mati v bližino šole, pa ta punca
mlada mamica nadaljuje šolanje, ker v državni šoli tega ni mogoče. Mi imamo pa čut, torej imamo to socialno dimenzijo tako razvito, da moramo čim več deklet pripeljati do mature. Drugače to ne bo šlo. Kako je pravzaprav sploh s to možnostjo, da nekdo odide na študij, da postane diplomirani zdravnik, veterinar, nekdo, ki bi želel recimo potem vračati skupnosti ali pa morda celo si poiskati boljše delovne pogoje. Je to zgolj samo Antananarivo, glavno mesto, ali je tudi kaj bega v tujino? Koliko je sploh tega, če je to sploh možno, glede na vse te razmere, s katerimi imate opravka? Naše lokalne razmere poznam. Mi imamo možnost, da šolamo nekaj na državni univerzi, nekaj pa potem tudi pri Petru Opeki, ker ima tudi svojo univerzo. Tako da poskušamo en del, tisti, ki so dobri ali pa prav dobri, po uspehu pri maturi, no, tiste potem damo na univerzo. Zdaj pa kaj pa ostali? Mi imamo že tretjo generacijo, zdaj je na poti tretja generacija maturantov. In ne vidimo možnosti, da bi vsi šli. Potem sem pa naredil akcijo, sem bil povabljen v Naklo, pa včeraj v Horjul, kjer sta nastopila tudi starša te družine, ki je bila pri meni. No, in sem denar, ki je prišel v to, bom obrnil za zagonska sredstva, za te, ki bodo maturirali, pa nimajo možnosti, da bi se šolali naprej. Tako da bomo šli v 3 smeri. Perutnina, razen kokoši, ker nevarnost kokošje kuge, potem ribogojništvo, ker je zelo majhen treba za to, pa čebelarstvo. Te 3 stvari, ki so nekako možne, da bodo speljali, pa da bo šlo to naprej. In ki bi lahko delovali dejansko v okolju samem. Tako. In mi bomo potem tudi lokalno imeli večjo možnost, da nakupimo te stvari. Torej ribe, to je pomanjkanje beljakovinaste hrane pri nas. Vitamini, minerali. Potem med, ki pomaga, ko je človek izčrpan, ko je malarija, je medena taka. In opraševanje seveda ostalega rastlinja. To smo do zdaj pripravili za te lokalne razmere, tako da bomo tudi privabljali čim več mladih, da bi se šolali. Ampak čeprav zastopim med, potem že izdelujete? Med je lokalno, seveda so čebelarstvo, samo je čebelarjenje ekstenzivno. Še po teh, kaj se reče, v votlinah teh dreves, ali pa morda pod skalnimi, ker pod skalami. Torej čebelnaka še niste postavili? Ne, smo ga imeli prej na prejšnjem misijonu. Je taka slovenska zgodba, se sliši, čebelnak. Smo poskušali, samo nam je vešča delala ogromne škode. Ampak zdaj bi radi nekako oživeli tudi to. Zdaj bi pa tako, da bomo posameznike za to pripravljali, torej so tudi načrti, kar vrste tečaja, da bo vsaj osnovno čebelarstvo, da upozna. Pa so ljudje učljivi? Se zavedajo, kaj jim prinaša izobrazba? Samo oni večinoma gledajo na to, ko bo enkrat maturiral, da bo potem služba. Potem pa še, da bi bila državna služba. Samo so nas z glavnega mesta iz Antananariva prehiteli za 20 let. In mi skoraj nimamo možnosti, da bi se v to smer, da bi pričakovali te državne službe. Za nas je verjetnost samo v kmetijstvu. Moram vam to nujno vprašati. Vemo,
tukaj v Sloveniji, na stari celini, pa tudi povsod v razvitem svetu, če smem to besedo uporabiti, ne, vemo, Facebook, Instagram, internet, mladina je non-stop na pametnih telefonih. Kako pa je sploh z dostopom do vsega tega pri vas? Pametni telefoni, internet, tista osnova, kako živijo otroci oziroma mladina tam doli, kakšno je njihovo življenje pravzaprav v primerjavi z mladino, ki sem jo ravnokar omenjal. To razvajeno, no? Že skoraj da. Tudi dol se uveljavlja telefonija, samo mi imamo slabo omrežje. No, drugače pa nekateri, ki so premožni, ko imajo več govedi ali imajo boljšo osnovo, da lahko pridejo do denarja, imajo tudi te telefone, pametne telefone. Seveda potem jih ducat slonijo okrog tega, ki ga ima, pa vsi gledajo, kako to deluje in se vzbuja v njih želja, da bi tudi oni imeli. Kako vi gledate na to? Ta prihod tega ekrana, ne, ta nedolžna naselja, kjer je še nekako tista pristnost, ne, tista komunikacija, dialog, pogovor, rekli ste poglavar, zasedanje, skupščina, recimo v narekovajih. Pametni telefon lahko vse hitro obrne na glavo. To je virus, lahko hujši od malarije. Seveda je nevarno. To tudi mi opozarjamo. In tudi delo Marka, tega mojega bogoslovca, ki je pri meni, je tudi osveščanje. Ker on tak telefon ima, jaz ga imam tudi in že kar nekaj jih ima v bolnici, potem naši učitelji, je 39 učiteljev, ki skrbijo za pouk. No in oni imajo skoraj vsi. Potem pa seveda mi nimamo na razpolago tega materijala za pripravo na pouk. In učitelji morajo iskati, morajo biti na teh internetnih straneh, da dobijo vsebine, ki jih potem podajajo. Mi nimamo knjig, da bi priročnikov. To je vse še v razvoju. Berejo pa v francoščini? Ja, priročniki so večinoma francoščina, pa tudi malgaščina. Saj za prva 5-letko, ki se imenuje osnovna šola. Potem pa naprej je pa vse francoščina. Dajte nam še malce opisati ta jezik, ne, malgaščina, francoščina. Koliko je to skupnega, pravzaprav sorodstvo jezikov, malgaščina, francoščina, kako je s tem? Malgaščina je čist jezik zase? Svoj jezik, ja. Podjezik. Ja, svoj jezik in moram reči bogat jezik, panoramski jezik, ki z eno besedo odpre človeku, tako kot bi pogledal na pejzaž, kako se temu reče, na panoramo. Tak način. Se ogromno stvari utrne, misel na veliko stvari. Zato je potem treba dodati, naprimer, beseda, dostikrat omenjam, se bo to malo negativno izgledalo, ampak smrt. Umre obleka. Umre luč, ko ugasne. Vse je isti izraz, ne? Isti izraz. Torej ne ugasne luč, ampak umre. Ja. Aha. No, sonce zaide, sonce je umrlo. No, kako se reče po malgaško umre sonce? Ja, mati nimaš v anđu. Mati imaš v anđu. Mati nimaš v anđu. Mati nimaš v anđu. Pa kar moraš biti kar spreten jezik dobesedno pri izgovorjavi. Ne? Ste se imeli težavo to učiti? Ja, od začetka, sploh, ko se ponavljajo določene stvari. Naprimer, vol, to je beseda, ki se dvakrat ponovi. Pa veliko takih izrazov je, ki je
sklop besed kar povezan v eno besedo. Tako da je kar dolg izraz. Bilo je seveda veliko težav, so pa tudi nekatere besede, ki imajo čist majhno nianso, ampak pomen pa tako različen, da včasih, seveda, ko sem jaz naredil napako, so se zasmejali. In seveda, čisto razumljivo, da jim je šlo na smeh, zato ker je bila tako medsebojno različna beseda, ni bila v kontekstu. Ni bilo, sploh je iz konteksta ven padla. Ampak vemo pa, da te bogate besede so pomembne tudi pač pri vašem poklicu, pri duhovnosti, ne? Izbira besed, namen besede, sporočilo te besede. Ne? Kako je z duhovnostjo, kako je z religijo, samo vero domačinov in pa seveda, ker je tudi to del vaše misije, ne? Da širite vse to tudi med ljudi, to toplino, to... Imam čisto eno tako verovanje. Naši ljudje so animisti, torej verujejo v Boga stvarnika, verujejo v posmrtno življenje, verujejo v navzočnost duhov. In morda ravno tukaj je, ko smatrajo nekateri, da so slabi in dobri duhovi, ko lahko škodujejo nam, in vrači potem, ki imajo v narekovajih, imajo to moč, da lahko komunicirajo s temi duhovi, da se jih tudi bojijo teh vračev, prav zaradi tega, ker je lahko komuniciral s slabim duhom in potem lahko pripelje škodo, nesrečo nad te ljudi, ki gredo k vraču ali pa si pri vraču morda naročijo tudi razne ta sredstva, ki jih imenujejo po malgaško se reče zdravilo, fanafudi, da bo potem nekomu škodoval, da ga obvladoval, posedoval in vse mogoče strahove. V vseh mogočih strahovih živijo mnogi, zato mi potem poskušamo tem ljudem prav v tem pomagati, da se ne bi preveč navezovali na to prerokovanje vračev, ker niso več tisto, kar so v samem začetku bili vrači. Vrači so bili v samem začetku koristni, to se pravi, brez izkoriščanja, niso šli v to delo pridobitniško, so poznali zdravila, so bili naravni zdravilci in to je... Torej so se skomercializirali. Danes so bili pa to, so prvi privatniki na Madagaskarju, jaz rečem dol, včasih. To so bili prvi privatniki, ki so se znajdli, da so začeli služiti. Ampak da to, da so oni uspešni, potrebuješ pa seveda vernike, ne? Oziroma tiste, ki verjamejo, da to lahko pomaga. Ne? Seveda, oziroma slepo verjame. Ko je človek v stiski, bo na vse prijel, tako kot vidimo tudi v slovenskem prostoru. Kako je pa z obiskom maše, cerkev? Ja, mi imamo veliko obiska. Če primerjam s Slovenijo, so tukaj starejši, pri nas je sama mladina. Pri nas je zelo malo, niti 10% ni starih ljudi. So tudi mlade družine. So tudi krščeni potem? So tisti krščeni, ki pač pristanejo na to, da se bodo poučevali, da bodo se poučevali v verouku. Je pa gotovo 1/3 takih, ki hodijo v cerkev v nedeljah, molijo in niso krščeni. Ampak se bodo pripravljali, oni razumejo to, če molim, pomeni, da naslavljam besedo na Boga. In za njih je to zadost. Za njih je to potešitev, pa nekako se čuti varnega, se počuti v skupnosti, ker mi imamo skupnost, ker tlele v Sloveniji
je tako, da dostikrat, ko je konec molitve, konec maše, vsak hiti domov. No, mi imamo pa tako, da potem se zadržijo, pa klepetamo, ustvarja se skupnost. In potem seveda tam tudi vidimo, komu je treba pomagati, se sliši, vse zvemo, ne vse, ampak precej stvari zvemo. Prav v tem srečanju po maši. Informacijski dan. Ja, vse služi k dobremu. Od kako daleč pa prihajajo potem? Moje področje je zelo veliko, torej takole razpon zračno, smer vzhod-zahod 30 km, sever-jug 60-70 km je razdalja. Ljubljana-Kranj, Ljubljana-Celje, tako nekako, ne? To je kar luštna pot. Ja, je velika stvar. So pa maše na tedenski bazi? Ne. To je čisto drugačna struktura. To nam povejte, ja. Jaz sem tam duhovnik za 19 cerkva. In to so tako med seboj oddaljene, ko ni pričakovati, da bodo prišli. To je dogodek potem, dejansko, ne? Ko pridem, seveda je dogodek, ja. Jaz tudi, ko pridem, vedno pridem v vas. Nimam, naše cerkvice so siromašne. In potem smo v vasi najprej, spim pri ljudeh. To je velika prednost. Potem seveda se naberem tudi bolhe, stenice, vse sem že dobil, samo to me ne ustavi. Tako, ljudje pa me tudi zelo radi sprejmejo, potem moram tudi, če je kakšen bolnik, seveda je, moje delo je tudi v zdravstvu, to se pravi pomagam. Če sem vzel s seboj kaj zdravil, jaz moram nesti zdravila sabo. Seveda je dostikrat zmanjka. Vas je več potem v tej, ali ste sam ali imate verjetno pomočnike s seboj, ko greste na to turnejo? No? Katehiste, ja, katehete. In tisti me potem vodijo, spremljajo, pokažejo, kam gremo, kje je treba koga obiskati. To je zelo zanimivo. In mene to privlači, to delo, da sem še uporaben. In tako pri teh letih imam kar precej kilometrine za sabo. Ja. Koliko ste Slovenec, ne? Kaj slovenskega recimo ste že uspeli pustiti tam, oziroma kakšne slovenske navade ali pa vrline, ne? Da so jih domačini sprejeli in obratno, ne? Morda ste tudi vi dobili kakšno lepo stvar ali pa ste se marsikaj novega, dobrega lahko naučili tudi od domačinov. Gre za dva popolnoma različna naroda na dveh popolnoma različnih koncih sveta. Verjetno je nekaj, kar bi si želeli, da oni od Slovencev dobijo in obratno, ne? Zanimivo vprašanje. Zdaj bi se dve stvari samo predstavil, da ne bo predolgo. Ja. Naprimer, če je v Sloveniji, jaz sem iz podeželja doma, ko je pogorela ena hiša v naši bližini, sem videl, kako so vsi sosedje pristopili. V Sloveniji. Vsi so bili pripravljeni pomagati, vsak na svoj način, to se pravi iz skrbi, da se temu pomaga, da se povrne nazaj v prejšnje stanje. Potem pa tudi versko, zato ker mi smo rečemo lahko v Božjem objemu in tako, če bomo mi pomagali nekomu, ki je bil prizadet, bomo tudi obvarovani, da nas to ne bo zadelo, ali pa če nas zadene, da bomo spet v isti sredini deležni pomoči. No, to je morda ena stvar. Druga pa, to, kar se mi zdi sveto in to poskušamo, da bi vsaj nekaj od tega ohranili, je pa to, da ima ta malgaški človek, Antešak, možnost, da se vedno rehabilitira. Torej, primer bom povedal.
če je mož v slabi volji ali iz kakršnega koli razloga se dotaknil ali udaril ženo, da je bila prizadeta njena glava, tako da je potem žena pove svojemu sorodstvu, udaril me je. In potem sorodniki pokličejo, to se pravi ta rodbina od žene, pokliče tega moža, tega fanta, da pride na zagovor. In seveda, ker je to tako velik, težak prestopek, se potem tega fanta, tega moža kaznuje za eno govedo. Ja. In vsi, ki so prizadeti zaradi tega, ali naj bo iz moževe strani, ali iz ženine strani, rodbine žene in moža, morajo takrat priti na to srečanje, na ta spravni dan. To govedo se obredno zakolje. Od tega goveda mora vsaka družina dobiti delček mesa, košček mesa, in s tem se zaveže, da ne bo nikoli več očitala temu, ki je udaril svojo ženo. Ena in druga rodbina se obvezno, nepreklicno zavežeta. In če bi pa nekdo potem iz ženine ali pa ti si pa že udaril ženo, si naredil že ta prekršek, bi pa bil on kaznovan za govedo, za isto vsebino, ki je bila takrat v igri. Zanimivo. In seveda, s tem je možno, da se vsakdo rehabilitira, svoje ime povrne, ker to pa vidimo, da v naši družbi, v sedanjem času, ta spravni moment ni nekako izgubil svojo vlogo. Ker glavna stvar je, da se je družba ohranila, da so ti ljudje preživeli sprava. Če te sprave ni, potem se razkol, to se pravi, se začnejo deliti in kdo bo komu pomagal, če ne bodo živeli v spravi med sabo. Jaz sva pri koncu najinega druženja, pa takole kot nek zaključek. Kolikokrat pomislite na domovino, ko ste na Madagaskarju, in kolikokrat na Madagaskar, ko ste tukaj, kar ti oboje je del vašega življenja, ampak vseeno domovina, tista, kjer si se rodil, je le ena. Vedno bo in bila. Je veliko teh noči, ko misli odpotujejo v Pohogradec, recimo, ali pa kam drugam po Sloveniji? Jaz vidim, ne bi brez domovine, ne bi uspel tam narediti nič. Torej, vsa sredstva, ki mi omogočajo, da jaz to delam, so iz domovine. So res pomagali še drugi na tem mojem misijonu. Ampak jaz vedno gradim, to se kar prepleta eno in drugo, domovina pa moj misijon. Tako da imamo tudi prav zaradi tega toliko skupin prihaja na moj misijon, ker sem rad v družbi Slovencev, jaz sem človek, ki ima rad komunikacije. Naj si bo to domačini moji malgaši ali pa v Sloveniji, tako da jaz tega sploh ne ločujem. To je en moj življenjski prostor, da združujem ta dva pola. Nekako v tem se počutim srečnega, pa vesel sem, če pride pomoč iz Slovenije, potem pa tudi naši Slovenci pa dol spoznavajo, kako ti ljudje živijo, kako so preprosti, kako z majhnim denarjem ali pa z majhnimi sredstvi preživijo, da se pri vsem tem res lahko čudijo, da včasih,
ko ni ničesar, da jaz rečem, se jih Bog živi. Je res to očividno, sploh pri ciklonih. Takole, jaz sem še napisal in pripravil en zaključni tekst. Tako da, ja, gospod Janez in vsi, ki tam daleč stran od doma in našega ponorelega sveta v narekovajih povedano, dihate ta Madagaskarjev rdeči prah, iz srca hvala. Hvala, ker ste ostali tam in se vračate tja, ker svet najraje zamiži in ponavadi obrne hrbet stran. Vi pa ljudem ne prinašate samo riža, zdravili in strehe nad glavo, ampak tisto, česar se ne da kupiti. Dostojanstva, topline, občutka, da nihče ni pozabljen. Vaše roke, ki zdravijo in gradijo, so najlepši most med Slovenijo in Madagaskarjem. Ko se boste vrnili po tisto vroče sonce, vedite, da tudi doma mislimo na vas. Tako da hvala za obisk. Ja, najlepša hvala. Tudi jaz sem hvaležen vsem vam, ki ste to oddajo pripravili. In preko te oddaje se lahko zahvalim tudi številnim dobrotnikom. Tako da sem jaz tudi vesel tega srečanja. Hvala, domovina je. Torej, hvala vsem. Še enkrat hvala in srečno pot. Ja, hvala lepa. Tako kot ste lahko tudi slišali na domovina.je in seveda na vseh naših družabnih omrežjih si lahko ogledate številne tudi ostale podcaste, tako da še enkrat iz srca hvala, ker ste bili tokrat z nami.